Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Moja kariera, kjer je z mano, se pravi, svetovni prvak. Darko, pozdravljen. Živjo, živjo. Daj mi nekaj, Darko, povej, marsikdo te pozna, marsikdo je že slišal za tvojo pot, ampak ne nazadnje, s komerkoli govorim, kjerkoli se pojaviš, vsak mi reče, Darko je tista oseba, ki meni predstavlja zelo, zelo veliko motivacijo in inspiracijo. Ne nazadnje je to tudi pred nekaj dnevi zapisal predsednik uprave Blaž Brodnjak, da si mu vsakodnevno ponovna inspiracija. Preden gremo na ta del, mene zanima, kje ti črpaš to inspiracijo? V bistvu eno najtežjih vprašanj, ki jih vedno dobim, ker jaz mislim, da vsa energija ali pa vse tisto, kar počnem, izhaja iz tega, da pač težko mirujem. Nam rekel, da se hitro navličem stvari, ampak ful veliko stvari me zanima in želim probati nove stvari. Ne želim biti omejen ali ne želim stagnirati in potem nekako iščem neke izzive, ki so malo drugačni, malo bolj dinamični in se probam potem lotevati stvari, ki mi dajo zagon in me ženejo naprej. Lepo. Glede na to, da je naša tema kariera, nek napredek, srednja šola, fakulteta, šport, podjetništvo, transformacijski govornik, team leader, kako to povezuješ vse skupaj? Ja, zanimivo, da jaz kot šolar ali pa se nikoli nisem videl v taki karieri, recimo. Meni je bilo to, ko sem se mogel vpisovati na fakulteto, na študij, mi je bilo bolj kot ne mučno, vsi so vedeli, kaj bojo počeli, mene je zanimalo milijon stvari. Zame so že kot za otroka govorili, ko sem knjige bral, ko sem rad govoril, nastopal, da bom, filozof nekega dne ali pa ne vem kaj, Sicer na srečo ali pa ne vem, danes to nisem, ampak dejansko se res ukvarjam z nastopanjem. Res me je toliko stvari zanimalo, da se nisem v eni stvari nikoli videl in tudi šport sam kot plavanje mi je bil super, ampak vedno sem se počutil nekako jedega. Vedno sem želel več kot tistega, da plavam gor pa dole in res me je ogromno stvari zanimalo. Sicer fakulteto sem dokončal, doštudiral, diplomiral iz poslovnih ved, potem seveda je bila športna kariera še vedno na tapeti, ampak na koncu je res tako izkazalo, da sem se vrgel v podjetništvo, kjer v bistvu nikoli ni samo en študij dovolj. To vsi vemo, da je ogromno znanj, ki jih potrebuješ, izkušenj in dokler se ne naučiš na lastni koži, ne veš, kaj je prav in kaj ni prav. Danes pa ja, tudi vodja ekipe v paraodbojki, motivacijski govorec, tako da res vse izkušnje, ki sem jih pridobival iz svojih preteklih karier, danes združujem v trenutni karieri. Lepo. Iz stališča kariere mi je bilo všeč, ker si rekel znanje. Se pravi, da te je vedno zanimalo več stvari poglobljeno in verjetno, če bi danes marsikomu izmed naših gledalcev, poslušalcev svetoval, bi rekel, kaj? Uči se, raziskuj, delaj napake, verjetno tudi, verjetno si tudi ti že kdaj kakšno napako naredil. Ne samo eno. Napake so nekaj najlepšega, kar se ti lahko v življenju zgodi, kar sicer v tistem trenutku ne vidimo, ampak vedno uči se. Jaz mislim, da je največja šola tista, ki ti jo življenje da. Knjige so super, podcasti, karkoli, česarkoli se danes učimo, ampak jaz mislim, da kar ti življenje da, tisto je najboljše. Se pravi, da probaš res, kot si prej omenil, narediš napako, zafrkneš, včasih zakrvaviš za to. Jaz sem ogromnkrat so mi kaj rekli, da kaj ne morem, pa ko sem se učil hoditi, pa so tukaj pazi, da ne boš padel, pa dokler se nisem arkade razbil, nisem odnehal. Tako da moraš se na lastnih napakah naučiti in šele pol vidiš, kaj in kako. In tudi v podjetništvu je tako, da dokler lahko vse knjige, podcaste preposlušaš, kako voditi ekipo, 10 napak, ki jih naredijo founderji v startupih, ampak na koncu boš te napake naredil, to je dejstvo. Jaz, ko sem šel čez startup zgodbo, ko sem enkrat en podcast poslušal, 10 napak, ki jih first time founders naredijo, se pravi, tisti, ki prvič ustanavljajo podjetje,
prva, druga, tretja, pri tretji sem se začel krohotati na glas na avionu, sem rekel, vse to sem naredil. Tako da, to je tisto, kar je lepota življenja, da ti tudi potem da drugo, tretjo priložnost in da lahko iz tega, kar si prej narobe naredil, lahko nekaj potegneš in napreduješ s tem. Kako bi rekel, se pravi, če pogledaš, se pravi, tvoje karierne korake? Še veliko let je pred tabo, pred mano tudi upam, da. In kaj je tisto vodilo, ok, rekel si, napake je super delati, iz napak se naučimo, to je naša lekcija. Ampak kaj v osnovi bi svetoval nekomu, ker se mi zdi včasih, da si kar preveč teh omejitev v glavi postavimo, recimo zelo pogosto kot coach naletim na besedo, joj, jaz pa tega ne zmorem. Želim si, željo imam, ampak jaz tega ne zmorem. Tudi ti, bom rekel, ko srečuješ različne ljudi, delaš z različnimi, se pravi, tudi invalidi in tako naprej, kje je v bistvu ta miselni preskok, ja, res si želim, se pravi, družbi nekaj dati, postati družbeno odgovorna oseba, ne glede na neke svoje omejitve, marsikdo je pa, dajva reči, popolnoma, se pravi, fizično sposoben, giba se lahko, mentalno zdravje je na mestu, pa si potem postavljamo omejitve. Mislim, da je velika razlika med jaz bi pa jaz bom. Pravi, ali imaš željo ali pa cilj. Želje mislim, da ni dovolj. Ko si pa cilje postaviš in to vidiš, kaj boš naredil. Primer, sem si pač želel paraolimpijsko medaljo, imel sem tudi cilj, sicer do nje nisem prišel, ampak sem bil pa zelo blizu. Ampak če bi imel samo željo, jaz mislim, da tudi blizu ne bi prišel, bi jaz samo sanjal. Videl sem ogromen športnikov, plavalcev, ki so imeli željo. Kaj boš naredil? Jaz bi osvojil medaljo, pa noben še niti do paraolimpijskih iger ni prišel. Tako da moraš si postaviti cilj. Kje je pa tisti preskok? Mislim, da kot okolje smo še velikokrat zelo omejujoči. Se pravi, velikokrat drugim postavljamo omejitve. Bodimo realni. To je večkrat najbolj pogosto slišen stavek, bodi realen ali pa tako pač je, tako se pri nas ne dela, bodi zadovoljen s tem, kar imaš. In velikokrat sem to izkusil sam, pač ravno zaradi invalidnosti, da ko so rekli, ne boš hodil ali pa plaval ali pa karkoli, da tako pač je, ampak zakaj je tako? Ja, ne vem, pač ko je. Ok, zdaj pa prosim za argument, razlago. Ja, ne vem, ampak boste zadovoljen s tem, kar imaš. Potem nisi s tem zadovoljen, si na koncu ali ne hvaležen, ampak ko pa dosežeš to, si pa zadovoljen, ker v bistvu premakneš nekaj najprej zase seveda, potem pa tudi za druge. Sej tisti, ki so raziskovali neznane svetove, sej kaj so jim vsi govorili, da so največje budale, pa da bojo umrli, pa karkoli, ampak na koncu so najbolj odročne kraje na svetu najdel. Nekaj časa nazaj sem poslušal en intervju z Arnoldom Schwarzeneggerjem in razlaga, da praktično vsako zadevo, katero se je on lotil v življenju, so vsi najprej govorili, to ni možno, to ni možno. Vem, da tudi tvoj del motivacije deluje na ta način. Sam reč mi, da ne morem, pa ti bom že dokazal. Ja, na začetku ti je to malo tako, ok, probaš, pa ti rata, potem ti pa rata že in izziv, že iščeš tiste stvari, ki jih ne bi mogel, pa jih pol probaš spremeniti. Ampak ja, ravno to, ljudje, mogoče je zelo enostavno, vse tudi na tisti Leadership akademiji smo se pogovarjali o teh biti žrtev ali pa kdo je žrtev, kdo je storilec. Najlažje je odigrati vlogo žrtve, pač okolje mi ne dovoli, da napredujem. Ja, seveda, da ne dovoli, ampak če pa spremeniš miselnost ljudi okoli sebe, se pa marsikaj da narediti. Ok. Super začetek in verjamem, da zdaj bomo naredili en tak kratek premor. Skupaj z Darkotom pa bova nadaljevala o zelo pomembni temi in vpliv mentorstva na kariero. Tako da jaz se že veselim, ker me res zanima, kakšen je pogled mentorstva in pa seveda tisto, ki so v bistvu naši vplivneži,
in pa da sledimo včasih tudi sanjam drugih, ne pa samo svojim. Se vidimo kmalu. Mentorji ponavadi pri razvoju kariere igrajo veliko vlogo. Mene pa zanima in verjetno tudi vas, kakšen je tvoj pogled na mentorstvo, coache, psihologe, terapevte. Verjamem, da skozi ta predvsem športni del kariere, pa tudi v start-up delu si se verjetno srečal in z mentorji, in coachi, psihologi. Športniki itak, imamo trenerje, imamo psihologe, odvisno kako se organizira vse skupaj. Name je verjetno ogromno ljudi vplivalo na to, kaj sem danes. Ful sem hvaležen za vse tiste, ki so mi dali priložnost, se pravi, da so kdaj tudi vame verjeli, ko jaz nisem, ali pa ko sem kakšno napako naredil, pa jim je bilo to mogoče odpuščeno ali pa dano kot nova priložnost. Druga stvar pa je, da sem imel priložnost delati ali pa sodelovati s kar nekaj izjemnimi, zanimivimi ljudmi. Zdaj, da bi ravno izpostavljal, ne vem, ampak recimo ena prvih inspiracij mi je bila sigurno Sara Isakovič. Takrat, ko sem začenjal plavati leta 2008 oziroma 2007, se je ona ravno pripravljala na tiste olimpijske igre v Pekingu in sem imel priložnost velikokrat opazovati na treningih. In ko je osvojila medaljo, sem si rekel, ja, če je ona osvojila, jo bom tudi jaz nekega dne. Pol drugi tak je bil mogoče en moj konkurent, Gustavo Sanchez Martinez, ki je, ko jaz nisem verjel, da lahko v konkurenci plavalcev z dvema rokama osvojim medaljo na velikem tekmovanju, ko mi je motivacija popuščala. Jaz sem ga leta 2010 na svetovnem prvenstvu srečal v Eindhovenu na Nizozemskem in on je v bistvu tak kot jaz, brez obeh nog, brez ene roke in je, kot mislim, da takrat 18-letnik, 3 medalje osvojil na svetovnem prvenstvu. Sem rekel, wow, plavala so iste discipline, če on lahko, potem tudi jaz lahko. Dejansko sem naslednji. Mogel sem videti, da je to nekdo že dosegel. In sem potem res naslednje leto srebrno medaljo osvojil na Evropskem prvenstvu. Tako da potem pa vsi tisti ljudje, katere sem opazoval pri delu, kako so delali z ekipo. Recimo eden zanimivih primerov mi je bil nizozemski trener Sander, s katerim sem sodeloval, ko sem v bistvu z njihovo reprezentanco treniral. In kako je on v bistvu vodil ekipo. Se pravi, plavalci smo pač individualisti, delamo za lasten cilj, ampak 14-15 plavalcev povezati, da skupaj trenirajo, da v bistvu sledijo enemu cilju, da kot ekipa delajo na treningih, se meni zdelo izjemno. In neka pravila igre, ki jih je postavil, kako je delal s plavalci, kako se je ukvarjal z motivacijo, je bilo meni kot en eye-opener, da sem si rekel, če bi bil trener, bi si želel biti kot on. In tudi, ko opazujem druge ekipe, kako delajo, mi je zelo zanimivo opazovati to dinamiko odnosov, kdaj so rezultati, kdaj ni rezultatov, kje se ljudje podpirajo med sabo, kako najti skupne cilje. In tukaj sem res vesel, da imam priložnost biti obdan s kar nekaj ljudmi, ki te stvari razumejo ali pa izpopolnjujejo in da se lahko učim. Ok. Se pravi, tebi je lažje razumeti, bom rekel tako, da verjameš, če je nekdo to že naredil. Kaj pa, če v bistvu, ker velikokrat naletimo sploh pri podjetništvu, ok, pač imamo uspešne zgodbe. Marsikdo od mladih si danes želi iti na podjetniško pot. Ampak ni vsaka podjetniška pot uspešna. Kako pa je tukaj potem s tem tvojim prepričanjem ali pa verjetnostjo, recimo v športu si videl, ok, moj konkurent je to že dosegel, če on lahko pa, ajde, gremo gasa. Dokler sem videl edini rezultat ali pa kot merilo uspeha paraolimpijsko medaljo, je bila tudi moja športna kariera neuspešna. In daj povej kaj več o tem. Dejansko je. Jaz sem si zadal za cilj, da bom dosegel paraolimpijsko medaljo. Jo nisem, 3-krat sem bil 4. Z tega stališča je moja kariera neuspešna. Na drugi strani seveda sem tudi svetovni prvak, evropski prvak, svetovni rekorder. Ampak ko sem, to mi je seveda tudi omogočilo delo športnim psihologom, da sem te stvari začel malo razumeti, ampak da
da ko nazaj pogledam, kaj mi je dejansko prinesla športna kariera, kot tista pot, ne samo kot cilj, kot paraolimpijske igre, ampak kot celotno udejstvovanje športom, je vse to, kar sem danes. Se pravi, da si znam postavljati cilje, da znam razumeti svojo motivacijo in tako naprej. In da sem spoznal ogromen krog ljudi, s katerimi danes sodelujem. In tega brez športne kariere ne bi bilo. Ampak bilo bi pa isto, pa nič v drugačni meri, če bi jaz osvojil medaljo. Se pravi, meni vsega tega ni prinesla paraolimpijska medalja, ampak mi je tista pot, vsa ta leta treninga prinesla. Tako da z tega stališča je pa bila uspešna kariera in vse tisto, kar sem se naučil. In bom rekel, da po en stran sem seveda razočaran, ker ni bilo medalje, ker sem si jo želel, sem zelo delal zanjo, ampak na koncu se pa včasih vprašam, kaj bi bilo, če bi jo dosegel. Ali bi imel še zmeraj v sebi tisto borbenost, kot jo imam, ko sem se mogel dokazovati, ko sem nehal plavati, sem vedel, da me ne čaka neka varnost, ampak sem mogel iti na neko podjetniško pot, moral je tako malo trd izraz, ampak jaz druge opcije nisem videl, kot da se nekaj samostojnega podam. In če bi dosegel medaljo, jo osvojil, ne vem, ali bi si želel te poti, mogoče bi želel živeti v lagodju, ki sem si ga prislužil, tako sem pa želel nekaj novega preizkusiti. Tako da mislim, da vsaka plat medalje, oziroma medalja ima dve plati, ena je zelo dobra, druga je mogoče tudi lahko zelo dobra v drugačni motivaciji. Jaz mislim, da je predvsem to, da kariera ima neke stopničke in sam vem, da poznaš tudi to performance psihologijo, da v bistvu, če smo dosti časa na eni res ravni stopnički, to imenujemo plato, in tudi to ni nujno, da je. In dejstvo je, da v bistvu mi si vedno lahko najdemo neke nove izzive. Izzivi je zelo zanimiva beseda, da ne rečemo problemov, da ne omenjamo problemov, ampak vseeno, jaz pa mislim, da je drugače. Da si ti oseba, ki rad raziskuješ, tudi sam si že to na začetku povedal, se pravi, da vedno te je zanimalo znanje, informacije, da si brskal stvari, da si bral stvari in da se ne bi ustavilo. Predvsem ne zaradi tega, ker se mi zdi, da predvsem ta športna psihologija, pa v bistvu delo s kakšnim psihologom je definitivno tebe zgradilo v popolnoma drugačno osebo in jaz sem vesel, da imam shranjen tvoj kontakt v telefonu, da si večkrat kaj dopiševa in da predvsem konstantno iščeš pot, kaj je možno in da v bistvu si eden izmed tistih, ki v bistvu podira predvsem tiste tabuje, kaj je možno, kaj ni možno. Je pa tudi dejstvo v povezavi s vsem tem, kar sem pri tebi spoznal, je to, da ja, si pripravljen povedati, imam problem, ampak potem tudi si pripravljen nekaj narediti za to. In to je v bistvu ena izmed teh tvojih lastnosti, ki jo v bistvu vpeljuješ in v šport, in v podjetništvo, ki se mi zdi ključnega pomena. Ker marsikdo si želi res hitrega uspeha, se tudi pri tebi, če pogledaš, plaval si koliko? Skoraj 10 let? 15, ja. Ne mislim, skoraj 10 let, se pravi, da si dosegel. Ja, to pa je. Leta 2018 si bil športnik leta. Športniki, evropski prvak, tako da. Se pravi, vseeno za dosego neke karierne stopničke, nekega rezultata, kaj bi rekel, je treba delati vsaj 8, 9, 10 let? Sigurno 5, zdaj čisto odvisno. Nikoli res redko kdaj pridejo rezultati čez noč, ampak tudi ko pridejo čez noč, pridejo zaradi preteklega dela. Se pravi, ne pridejo čez noč dobesedno, ampak je tako samo videti ponavadi. Verjamem, da tudi vi uživate v tem pogovoru, ki ga imava z Darkom. Kmalu bomo ta pogovor tudi nadaljevali, kjer bom Darkota pozval, pa malo tudi izzival, da nam pove kaj tistih sladkih napotkov, kako se lotiti stvari tudi takrat, ko nam ni vse enostavno, ko ne gre vse po planu, ker takrat nam je ponavadi
najtežje in takrat je super, da imamo ob sebi družino, da imamo prijatelje in pa da imamo tudi mogoče kakšnega mentorja, na katerega se lahko naslonimo. Tako da kmalu nadaljujemo. Že smo nazaj v tem našem današnjem zadnjem zaključnem delu oddaje, kjer se z Darkom pogovarjava o karieri, o načinu razmišljanja in pa seveda vplivu mentorjev, psihologov, coachov na posamezne rezultate. Darko, želim si, da tudi s poslušalci deliš nekaj svojih izkušenj. Enkrat si mi zaupal na kavi, da recimo skozi to tvojo kariero in glede na določene omejitve, ki jih imaš, vem, sam si jih ne postavljaš, ampak se pravi, ko te drugi recimo pogledajo, opazijo, v enem trenutku si verjetno naletel tudi na to, da bi pa kar vsak želel te imeti, da prideš njim kaj povedati in te na nek način tudi malo izkoristijo. In vem, da si mi rekel, ne, naučil sem se tudi postaviti svojo lastno ceno in tudi se postaviti zase. Imamo tudi tiste oziroma zagotovo tistim, ki si iz srca hvaležen, da so ti omogočili takšno pot. Ne nazadnje, kaj je tisto, kar se pri tebi včasih v glavi roji in pa da rečeš, ok, ker to mi je všeč pri tebi, da si se naučil jasno postaviti mejo, kaj delati, pa kaj ne delati. Ja, se pravi, do te meje prideš po težki poti ponavadi, tudi čez zelo popularna beseda, izgorelost. Vsi smo radi izgoreli, pa radi o tem govorimo, ker je to popularno. Ampak dejansko, ko si izpostavljen, predvsem tukaj bi mogoče izpostavil, bo šlo tudi za kritiko, da parašportniki recimo bi jih vsi želeli imeti, vsi bi jih izpostavljali, se hvalili z rezultati, filali z energijo, ker smo in sploh sončki in ne vem kaj. Na koncu dneva pa si sam in na koncu dneva vsi ti vzamejo energijo, da ti jo nazaj nihče. In ali to čutiš kot neko poslanstvo, kar je super, ali pa na neki strani tudi probaš od tega živeti, ali pa mejo postaviti, da res ne daš tiste energije vsakmu okoli sebe. Včasih se sliši malo egoistično, ampak dejansko človeka, kot sem jaz, mogoče si marsikdo lažje zapolne. In zaradi hoje, zaradi vizualne podobe, zaradi medijske izpostavljenosti in vsak želi en delček tebe in če res ne postaviš ene meje, pregoriš. Na koncu dneva smo ljudje pač fizična bitja, imamo določeno količino energije, tako kot baterije, ali pa in ko se izprazniš in potem probaš vse malo dozirati na manj in na dlje časa ali pa enkrat na vse, ampak potem te zmanjka. Ja. Kaj bi svetoval, se pravi, poslušalcem in gledalcem, kako postaviti skozi kariero? Marsikdo nam ponudi, ne vem, roko, reče, ok, lej, tukaj ti pomagam, dej, to boš naredil, ampak potem pa včasih pridemo tudi do tega, se pravi, kot ljudje, ne, ja, ok, super, zdaj jaz to nekaj delam, nekaj sem se že naučil, ampak kdaj bom pa jaz to unovčil, se pravi, v denarni obliki, ker v končni fazi, ko gremo v trgovino, od nas pričakujejo denar, ne? Nam medijska prepoznavnost nič ne da. Ja, no, ravno potem sem prej želel govoriti. Je res, da ena stvar je tudi cena, sigurno, ampak ljudje velikokrat pričakujemo, da bojo neki, mogoče tudi v Sloveniji ali pa ne vem, je neko intelektualno delo mogoče še precej podcenjeno, da dostikrat povabijo na dogodke pa rečejo, nimamo budžeta. In koliko od nas upa iti v trgovino, dati salamo na šank pa reči, nima se denarja s seboj. Ampak dobro primerjavo si dal, ja. Vsi probamo nečesa živeti, seveda, ampak kdaj to mejo postaviti, kdaj se zavedati te cene, mislim, da ni enoznačnega odgovora. Pač poveš, enkrat rečeš, da je dovolj, ali pa tudi sam vidiš, ko začne vplivati na zdravje, na odnose, na to, da se razdajaš za druge, pa doma recimo nisi na voljo svojemu partnerju oziroma tistim najbližjim,
da si niti nimaš časa vzeti za prijatelje, mislim, da takrat sigurno je šlo čez mejo. Na koncu pa vsi vemo, da karijera je nekaj super zadeva, ampak koncu dneva ali boš eno stvar več ali pa manj naredil, se bo zemlja vrtila z isto hitrostjo. Mislim, da noben od nas ni nezamiljiv. Tudi če mene nehajo na dogodke vabiti, bojo nekoga drugega, se bo svet z isto hitrostjo vrtel, pa ljudje bo isto optimistično šli v nov dan. Tako da mislim, da ko se začnemo zavedati tudi lastne zamenljivosti, minljivosti, takrat si rečeš pač ok, lahko mejo postavim, to je to. Ja. Vedno mi je, kadar se pogovarjava, v bistvu res, se pravi, ta pozitiven odnos do sveta, do razmišljanja, od neskončnih možnosti. Mogoče za poslušalce znaš tako iz glave povedati, v kolikih državah na svetu si bil? Mislim, da sem zdaj nekje na 35. Wow. Ja. Wow. In tudi ta izkušnja potovanja me navdaja kdaj z nekim optimizmom. Zdaj smo pač zelo bombardirani z nekimi negativnimi stvarmi. Dejansko v svetu se res dogajajo krute stvari, ampak dejansko imamo, vsaj tukaj v Sloveniji, v Evropski uniji, veliko priložnosti. Prejšnji teden sem bil v Portu na eni konferenci, kjer sem se pogovarjal z ravnatelji, učitelji iz več kot 6 držav. In kaj je bila skupna tema? V Evropi imamo to priložnost, možnost, da se stvari spremenijo. Vse mogoče nas kdaj kakšne regulative in stvari omejujejo, ampak na koncu imaš na drugi strani ljudi, ki čakajo samo dokaz, da je nekaj možno. In ko jim ta dokaz daš, se stvari spremenijo. Bil v državah kot so Indija, Brazilija, ne vem, Afrika in tam mislim, da veliko stvari, ki sem jih tukaj dosegel, jih ne bi mogel. Sem lahko hvaležen za to, da sem Misliš v Evropi? Ja, v Sloveniji, v Evropi, da sem v razvitem delu sveta rojen. Sej je težje brez nog in tako naprej, ampak sem imel pa okoli sebe ljudi, ki so mi dali priložnost. Marsikje drugje to ne bi bilo. Vse vemo, kaj se počelo v Šparti. Tako da živimo mogoče ne najbolj rožnatih časih, ampak definitivno pa živimo v zelo dobrih časih. Nekaj mesecev nazaj sva skupaj delala na enem projektu z imenom Postani digitalni mojster in takrat se spomnim v bistvu enih tvojih besed, ki si rekel, sem odvisnež od tehnologije. Daj povej kaj več o tem stavku. Tako je veliko stvari, ki jih počnem, je res, gre z roko v roki s tehnologijo, digitalnimi rešitvami, tudi moje proteze, recimo, s pomočjo katerih lahko brez kakršnekoli predelave vozim, jih moram povezati s telefonom, z aplikacijo in ja, sem odvisen od tehnologije. In tudi tehnologijo samo oziroma digitalizacijo obožujem, ker nam na eni strani res ogromno stvari olajša. Ni več treba iti na banko, na upravno enoto, velikokrat ni več treba iti, veliko pogodb se že da nadaljavo podpisovati. In veliko časa, recimo, ki bi ga meni veliko več vzeli zaradi fizičnih omejitev oziroma danes lahko z enako hitrostjo počnem kot kdorkoli drug. Pa tudi te stvari kdaj vzamejo kakšen trenutek. Recimo, enkrat sem videl dobro zanimivo primerjavo, da za starejše iti na banko, na pošto, nek socialni dogodek. Enkrat, dvakrat na mesec, ko se malo podruži, poklepeta tam z gospo za šalterjem. In če bi jim to z digitalizacijo odvzel, jim vzameš tisti trenutek, ki njim nekaj pomeni druženje. Ja. Ampak se mi zdi, da če znamo izkoristiti te rešitve, sebi v prid ali pa da lahko s tem napredujemo, je pa seveda super. Darko, mogoče ena taka kratka tvoja zaključna misel današnjega pogovora? Jaz mislim, da vse vedno, ko predavam ali pa probam reči ljudem, verjemite vase. Ni važno, da kakšen cilj imaš, ne rab vsak spreminjati sveta pa odkriti novega atoma ali karkoli. Vsi imamo nek smisel na tem svetu. En, da ima družino, en, da naredi mogoče v globalnem pogledu nekaj večjega, ampak vsi imamo en smisel, tako da verjemite vase in uživajte življenje, ker je preveč lepo, da bi se sekirali zaradi brezveznih stvari. Darko, hvala.
Dragi poslušalci, dragi gledalci, prišli smo do konca. Verjamem, da ste v najinem pogovoru uživali. Še več takšnih pogovorov pripravljamo za vas. Torej, vidimo se naslednji teden v ponovni oddaji Moja kariera. Hvala, da ste bili z nami in srečno.